Spominjam se, da je bila za časa italijanske okupacije tudi na naši njivi žičnata ograja, dejansko bodeča žica. To mi je v spominu. Zdaj smo trenutno na železniški postaji Metlika. Desno od nas se nahaja njiva, na kateri se spominjam, da je bila ta žičnata ograja. Tukaj spodaj, to je pa njiva. Tu je pa potekala takoj pod progo oziroma po domače rečeno pod pešengo. Kaj to pomeni pešengo? Ta obrov od proge. Zdaj je trenutno tukaj zaraščeno z grmovjem. Včasih pa je to ni bilo, ker so kmetje to kosili za živino. Metlika je bila za časa italijanske okupacije obkrožena tudi z bunkerji. Eden izmed bunkerjev se je nahajal tudi tukaj ob progi Metlika-Črnomelj. V njem so bivali Italijani. Vsak večer so streljali in tudi ponoči proti Kolpi in Mestnemu Logu. Mestni Log pa je takrat bil poraščen z gozdom in so nekako se bali partizanov. Še vedno smo na relaciji 500 metrov od železniške postaje Metlika, na drugi strani železniške proge Metlika-Črnomelj. Danes več ni sledi o tem bunkerju, a domnevam pa, da se nahaja desno od nas, tam, kjer so ta debela drevesa. Železniški nadvoz med železniško postajo Metlika in med naseljem Križevska vas. Tu levo pri tem betonskem stebru nekje je po pričevanju Marije Koležnik med drugo svetovno vojno bil italijanski bunker. Zgodila se je pa tudi po odhodu Italijanov, točno ne vem kdaj, so fantje, osnovnošolci se igrali z municijo, kar so jo odkrili in prišlo je do nesreče. Eden fant je bil poškodovan tako hudo, da je izgubil vid, drugi je pa bil ranjen po obrazu in se mu je še v pozna leta poznalo, kako je bil ošprihan, ker je imel po obrazu skozi znake ureznin.